Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke, v drugi letošnji oddaji Vaše zdravje, naša skrb. In lahko bi rekli, da nekako tematsko obarvano po vseh praznikih, ki smo jih imeli v norem decembru, če lahko tako rečemo, bomo nocoj z mojo gostjo, gospo Herto Kosmino, lepo pozdravljeni, strokovna sodelavka v podjetju BioVis, je zopet z nami nocoj. No, z njo bova nocoj govorili o čiščenju organizma. Tako je, naj povemo še to, da lahko vsi pokličete v oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z nocojšnjo tematiko. In naj povemo še to, da bodo prvi trije, ki bodo poklicali v oddajo, dobili brezplačni proizvod podjetja BioVis. To so kapsule Inside Detox. Zakaj točno oziroma čemu so pa namenjene, pa bomo povedali tekom oddaje, kar ne? Tako je. Torej, pa kar začniva. Danes sem že povedala, da bova govorili o čiščenju organizma. Nekako se mi zdi, da je to postalo, oziroma ljudje vsaj tako razmišljajo, nekakšna modna muha, da je pa treba organizem prečistiti. Kaj pa vi menite o tem? Jaz za veliko stvari rečem tako, da govori se o stvari takrat, kadar je potrebna. Drugače se veliko stvari ne govori, če ni problematika v tej smeri. Mislim, da je potrebna, da ni to modna muha, ker to ni pravzaprav nič novega. To so tudi že nazaj verstva nas učila, da bi morali enkrat na leto organizem prečistiti. S tem, da takrat so imeli drugačne načine, mogoče posteni ali pa mogoče niso jedli mesa pa tako naprej. Ampak glede na današnje življenje je čiščenje organizma še bolj potrebno, kot je bilo leta nazaj. Lahko bi rekli, da mogoče kdo ne potrebuje čiščenja, ampak potem naj se vpraša, ali ne uživa nobenih barvil, nobenih konzervansov, ali ne živi pod stresom, ali je toliko mlad človek, pa tudi bom rekla, če spije dovolj tekočine v toku dneva in vse to. In zdaj, če so vse ljudje dobili, da ustrezajo tej kategoriji, ker bom rekla, jaz vem, da nas je izredno malo ali pa nič, potem je to težko, da ne bi bilo potrebno čiščenje organizma v toku. Imamo že klic, gospa Herta, ga bo kar sprejeli, pa potem nadaljujeva. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer. Dobro večer, kdo nas je poklical? Lep dober večer. Dober večer, povejte, gospod. Imate dobro oddajo, se vam zahvaljujem. Hvala. Nas gledate, hvala. Me zanima toksine, ko imamo. Toksine česa, gospod? Presnove ali... Aha, za čiščenje jeter. Dobro. Bomo probali odgovoriti. Bomo odgovorili, gledajte nas, da vam odgovorimo na vaše vprašanje in seveda pustite podatke, da dobite brezplačen proizvod. Hvala lepa za vaš klic, lahko noč. Tako. No, če direktno odgovorimo gospodu, on je bolj dal poudarek na jetra, zdaj v tej smeri. Jaz upam, da gospod vidi tukaj ta napis, tam ima lahko tudi oddajo o jetrih, ki smo jo posneli tudi z dr. Majičem. Vendar, gospod, če boste šel na čiščenje jeter, prvo poskrbite, da imate čist prebavni trakt. Kot sem jaz takrat rekla, tudi pri jetrih, ne morete čistiti jeter, če prebavni trakt ne deluje tako, kot bi mogel. Tako da obstajajo preparati, ki čistijo jetra. Jaz vem, da za Liver Protect, ki je izjemen proizvod, ki ga imamo v naši ponudbi, naredi izjemno dobre rezultate, ker ima edini na tržišču tudi vezavo na fosfolipide, kar omogoča tem sestavinam preparata, da resnično pridejo v jetra. Ampak potruditi se je treba prej,
da se prečisti prebavni trakt in da se uživa dovolj tekočine tudi v času, ko se preparat za čiščenje jeter jemlje. Toksine resnično imamo, ampak so različnih izvorov, ne? To bomo še potem tudi malo obdelali v oddaji. Tako da, gospod, spremljajte nas do konca. No, tako midve pa imava še en klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, dober večer, gledalka Mira iz Maribora. Jaz bi nekaj vprašala, sicer malo ne, bolj tako vprašanje, ampak meni da ravno v zvezi z jetri ali pa kaj takega. Moje blato je rumenkaste barve. Kaj je to, ne? Dobro. Hvala. Hvala, bomo odgovorili, bomo gospa. odgovorili, gospa. Ostanite z nami v naši družbi in ne pozabite pustiti svojih podatkov, da dobite brezplačen proizvod. Tako. Hvala lepa, lahko noč. Kar pogledajte, ja. No, v bistvu neka spremenjene barve blata sigurno so v eni povezavi z slabšim prebavnim traktom, jetrim pa žolčev, ne. Tako da v tem primeru sigurno je potrebno tudi tako, ne, žolča spet ne moramo čistiti, če prebavnega trakta ne ščistimo, ne. Tako da je vse v eni povezavi. Velikokrat je tukaj povezava z žolčem ali pa ima mogoče gospa tudi premalo prebavnih encimov in se potem hrana ne dovolj presnavlja, pa potem nima prave te barve pri končnem izločanju, ne. Tako da, jaz gospej bom rekla tako, če ve, da ima kakšne probleme z žolčem, potem jo vabim resnično, da bo slišala o tem čaju, ker je to izjemen preparat pri problemih z žolčem prav, ne, res. Malo kasneje o tem, ne, tako da. Dobro, govorile sva o odpadnih snoveh, če lahko tako rečemo. Torej, vsake toliko... To čiščenje, ker v bistvu smo dokaj hitro dobili te klice, to čiščenje teh toksinov, kot je tudi gospod rekel, je pomembno, da jih spravimo iz organizma, zaradi tega, ker potem ti odpadni snovi, ki izhajajo iz vseh teh snovi, ki jih mi vnašamo v sebe, ki jih vdihnemo, ki jih nekako karkoli pridobimo v organizem, nekako povzročajo eno konstantna vnetja v našem organizmu. Vnetje, bom rekla, lahko so to sklepi, lahko so to del ožilja, je lahko to, ne. Pa vse te stvari in to ni nič drugega kot proces staranja, kar nas pripeljamo do hitrejše starosti. Če tako pogledamo, pravijo, da mi smo narejeni za starost 120 let. In zdaj pa od nas je odvisno, kaj naredimo v tej smeri, da si čim manj škodujemo, da se te vnetja, da ne prihaja do teh vnetij in da se, bom rekla, ohranjamo mladi, če tako rečemo. Dobro. Imava še en klic, danes je Gneča, dober večer, lepo pozdravljeni, kdo nas je poklical? Dober večer, tukaj pa Marija iz Maribora. Imam pa eno vprašanje, ko se z gospod pogovarjata o tem čiščenju jeter oziroma o tem. Gledajte, jaz imam pa bolečine pod levim rebrnim rebrom in to pravijo, da bi naj bila jetra. Zdaj jaz sicer jemljem več vrst zdravil, in pač sumim, da so zdravila to kriva. Zdaj mi pa vi povejte, je to lahko tako ali ne? Bom rekla, zdaj ste rekla pod levim. Ja. Da bom rekla tako, jetra čutimo ponavadi bolj pod desnim rebrom. Ne, zmotila sem se pod desnim, ne pod levim, ker zdaj gledam televizijo, sem napačno povedala pod desnim, tako, ja. Ja, tako. Pekoča neka bolečina. To je tipično, gospa, za ženske pravijo, da ne ločimo tako leve, desne. Tako da ste tipična ženska. Napačno povedala, ja. Ne, nič hudega, vse je v redu. Ponavadi čutite jetra tako, da ne čutite ne vem kakšne bolečine, ampak veste, da jih tam imate, ne? Bolj občutek, da... Da bi to ne bilo en znak takega jetra. Je, to je vsekakor znak tega. Jaz sicer vam bom odgovorila, lahko še tudi na daljši odgovor, lahko nas tudi poslušate na televiziji, če želite. Hvala. V redu, hvala lepa. Nas spremljajte, lahko noč. No, ponavadi je zmeri taki znak, ali bom rekla tukaj čez, kot smo rekli, kot je rekla gospa na desni strani pod desnim rebrom,
pride občutek, da nas ali nekaj tišči, ali smo bolj napeti, napihjeni, ali imamo občutek, da nas kdaj zbode. To so vse znaki nekako jeter. Zato gospa sploh, če ima veliko zdravil, je dobro, da to lahko čisti jetra tudi 2-krat na leto. Ker zdravila pač morajo imati, ampak stranski učinki zdravil pa lahko vplivajo na jetra. Zdaj vprašanje je kakšna zdravila jemlje, to sem pozabila vprašati gospo. Sploh, če se tukaj, bom rekla, zdravila pri povišanem holesterolu, če so to kakšna močna zdravila, kot so medrol, metotroksati, kakšne take stvari, je to izjemno dobrodošlo, da dela 2-krat na leto. Ampak čiščenje jeter, ampak enkrat na leto pa sigurno ne bi naredila tudi čiščenje prebavnega trakta, ker drugače ona jeter ne more čistiti, če ne čisti prebavnega trakta, ker je vse povezano v tej smeri. Dobro, bova sprejeli še en klic, potem pa nadaljujeva. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Povejte. Jaz bi vprašala gospo, ker tudi ima mene probleme, vse okol na okoli, z leve strani v desno, pod rebri me tišči. Pod rebri, gospa, ali tik pod prsimi? Ja. Bomo odgovorili, gospa, ja. Poslušajte nas, bomo odgovorili. Imate kakšna zdravila, gospa? Mislite tako, nasplošno? Ja, prav zdravila, če imate. Ja, imam. Za kakšno obolenje, recimo? Za hrbtenico, nekaj sem bila operirana, pa tole imam, pa je že, Asentro. Aha. No, bomo odgovorili, no. Hvala lepa za vaš klic, poslušajte in gledajte nas. Hvala, lahko noč. Zdaj, tukaj pridejo 2 bolečini, ki so dokaj blizu. Zdaj, če je to bolj omejena na desno stran, tako kot je prejšnja gospa rekla, je to recimo bolj znak tega, da je pač znak bolečin zaradi jeter, pa zaradi žolča, pa zaradi slabe prebave, pa čiščenja organizma. To, kar mi je zdaj gospa meni opisala, jaz upam, da sem jo pravilno razumela, ona je opisala tako bolečino čez cel predel. Ta bolečina ne bi izvirala iz vseh teh živčnih povezav, ki tečejo tukaj okrog in je lahko vezana na hrbtenico ali pa delno lahko vezana tudi na stres. Da se gospa tudi sekira za določene stvari in je lahko ta bolečina tukaj čez povezana tudi v tej smeri. Če gre, tako kot upam, da sem razumela, čez cel prsni koš. Dobro, upajmo, da smo našim gledalcem pomagali, odgovorili, mi dve pa greva naprej. Torej, vse, kar mi pojemo, vse, kar zaužijemo, vse, kar damo nase, na kožo tudi, konec koncev, ni treba, da ravno zaužijemo. Ja, res je. Je treba to nekako očistiti, ne? Nekako je treba očistiti, čeprav zdaj, včasih, ko ste rekla prej, če je to tudi moda in tako naprej, enostavno to ne moremo nekako zanikati. Čeprav se pojavljajo na določeni lobiji, ki bi radi zanikali recimo vrednost prehranskega dopolnila, potem pa teh stvari, ampak to ne gre ravno tako, ker če bi to tako želeli zanikati, potem bi morali zanikati, ne vem, vrednost čajev, vrednost savn, vrednost vseh toplic, ki smo jih ustvarili, pa konec koncev bi morali zanikati tudi, ne vem, morje, ker vemo, da je pa idealno sorazmerje in mineralov in vsega. Tako da mi lahko opravimo eno določeno očiščenje snovi iz našega organizma, če v naš organizem vnesemo ene določene snovi, ki nam dobro delujejo na nas. Tako da jaz verjamem, da je možno izjemno veliko si pomagati v tej strani. Tako, kot smo rekli prej, že Hipokrat je rekel,
da najbolj pomembno je, da iz organizma čistimo odpadne snovi, ne. Mogoče še bolj kot, da nekaj vnašamo, nalagamo, pa tako naprej. No in kako pogosto naj bi to čistili ta organizem, bova povedali takoj po naslednjem klicu. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Dober večer. Dober večer. Ja, dober večer. Pozdravljeni, povejte. Poslušajte, gospa, prek sem slišala za čiščenje jeter. Kaj, s kom se je to treba čistiti in kaj je še potrebno, da treba čistiti? Glejte, če ste iz Kranja, ste rekla, ne? Ja. Poznate lekarno Kranjski Orel? Ja, poznam. To imate čisto v centru tega Kranja, ne? Tam imate gospo magistro Tatjano Rogel, ki opravlja tudi vitaminske teste za našo firmo. In ona vam bo svetovala, to imate krasen preparat Liver Protect, ki je sestavljen po eni recepturi slovenskega zdravnika. To je dr. Tomislava Majiča. Imate izjemne preparate, izjemne vsebnosti v tem preparatu, vitamine, minerale in aminokisline plus zelišča, ki pomagajo tako čistiti, regenerirati in ohranjati jetra resnično v eni pravi kondiciji. In potem bom rekla, boste tudi, če boste vnašala dovolj tekočine, no, gospa nas je verjetno zapustila, upam, da nas sliša po televiziji. V bistvu, če boste vi vnesla tudi dovolj tekočine in vsega tega v organizem, plus s tem krasnim preparatom, ki se imenuje Liver Protect, kako smo rekli, imate izjemno hitro rezultate. Jaz včasih tudi, ko svetujem našim strankam, ta preparat rečem tako, čutite ga v roku 5-6 dni. Tisto, kar so prej nam stranke povedale, da jih tukaj čez tišči, da imajo občutek napihjenosti in tako, se z Liver Protectom izboljša v roku 5-6 dni. Tako da sigurno jaz gospej še enkrat svetujem, da se napoti pač nekaj do te lekarne pri Kranjskem Orlu in ji bo gospa Tatjana Rogel znala izjemno dobro svetovati. Dobro, upajmo, da bo upoštevala ta nasvet. Torej, kako pogosto naj bi mi čistili ta organizem? Nekaj smo že omenili enkrat letno? Nekaj smo omenili, ja. Bom rekla, jaz mislim, vsaj enkrat na leto bi bilo izjemno dobrodošlo. Zdaj je tudi tisti čas, ki bi bil izjemno dobrodošel, ker pač dali smo skozi tisto, kot ste prej rekla, pač preveč hrane, vseh teh stvari. Drugo je, da so dnevi krajši, manj se gibamo in tako naprej. Tako da enkrat na leto bi bilo izjemno dobrodošlo, razen za ljudi, ki vejo, da vnašajo več teh odpadnih snovi v organizem. Potem tisti bi lahko tudi dvakrat na leto naredili. Zdaj po novem letu mi zmeraj naredimo si grozne obljube. Bomo skušali ne vem kaj in tako naprej. Jaz si mislim tako, da ni potrebno tako radikalnih obljub si delati. Mi bi mogli naše življenje bolj tako postopoma nekaj popravljati, pa cilji bi morali biti manjši, ali pa ta ogromen cilj, ne vem, skušala bom 10 kil, 15 kil, bi morali razdeliti na manjše odstotke. In to obstaja tudi ena knjiga, ne vem, če je kakšen od naših gledalcev bral, to je knjiga Spremenite življenje v 7 korakih in tam lepo piše, da mi bi morali vsak naš velik cilj razdeliti na 3%. To je še, bom rekla, malo. To je obstajal en mlad fantina in so mu v bistvu rekli, da mora prekopati eno grozno nivo. In potem on je šel in je razdelil to nivo na 3%. In je vsak dan skopal 3% in je prišel do konca. Mi pa nekako rečemo, shujšati 10 kil in potem pridemo na koncu prvega meseca in mogoče smo shujšali 1 kil, in nismo zadovoljni s tem, čeprav bi morali biti. Ker če bi mi 10 mesecev shujšali po 1 kil, kar bi bilo boljše za naš organizem, kot da shujšamo prvo 6, potem se zredimo 7 in tako naprej, to bi bilo boljše. Tako da bi bilo izjemno dobro, da shujšamo 1 kil,
se za ta svoj cilj nekako nagradimo, ne? Mogoče gremo, ne vem, frizerju ali pa si kupimo kakšno stvar ali pa gremo še na kakšno masažo, ne? Da bi se za vsako taki dosežek malo vseeno nagradili. Ne, da bi vedeli, aha, to pa sem dosegel, to pa sem naredil. Ne, v tem in mestu. Imeli zagon za naprej, a ne? Ja, točno tako, ne. No pa vendar, to čiščenje, o katerem midve sedaj govoriva, ni namenjeno hujšanju, ne? Da ne bo pomote? Ne. To je namenjeno samo temu, da bi mi v bistvu spravili iz telesa odpadne snovi. Ne? Je pa tako, ne, da tudi hujšati ne moremo, če iz telesa ne spravimo odpadnih snovi. Ne? To smo hoteli reči. Ne? Je povezano. Ja, ne, tako. Dobro, bo vas sprejeli še en klic. Dobro večer, kdo nas je poklical? Ja, Miran tukaj, dobro večer. Dobro večer, povejte. Ja, jaz bi pa gospod vprašal, imam prebavne motnje, že dolgo let, napihenost, gnitje v črevesju, bolečine v želodcu in zdaj pa še zgleda mi je udarilo na živčevje. Kaj bi mi svetovala za izboljšanje? Ja, vam bom kar takoj povedala, lahko me gledate tudi po televiziji. Tako, hvala. Ja, hvala, gospod. Hvala lepa za vaš klic, nasvidenje. No, sej jaz bom zdaj odgovorila gospodu, potem pa upam, da nas bo gledal tudi do konca. Kar se tiče odpadnih snovi v prebavnem traktu, to je tipično potem to gnitje, ki je rekel. Čim pride do gnitja v organizmu, pa se ustvarjajo plini. Zato on je rekel, da ima napenjanje. Tako da prvo kot prvo, gospod, sigurno s fazo 1, ker je to tisto, kar vam pobere odpadne snovi iz črevesja, da se ti odpadki ne bojo tam gnili, da ne bojo ustvarjali plinov, da ne bojo ustvarjali pravzaprav strupov. Potem imate pa v teh odpadnih snoveh se tudi razvijajo bakterije, glivice, vse skupaj. In ker se ne ohranjajo B vitamini, je logika, da udari na živčevje. To bomo tudi potem imeli še naprej. Tako da mi imamo itak imunski sistem in vse je v prebavnem traktu. Tako da treba je očistiti ta prebavni trakt odpadnih snovi, potem mogoče, gospod, naprej tudi s kakšnimi prebavnimi encimi, da sploh ne bo tega gnitja, da bojo prebavni encimi pomagali presnavljati hrano in da boste vi iz te hrane tudi dobili hranljive snovi. Ker če mi hrane ne presnavljamo, da gnije, potem nimamo B vitaminov, nimamo mineralov, nimamo aminokislin tudi za mišično maso, za moč, bom rekla, organizma. Tako da prvo sigurno prečistiti prebavni trakt. No, upam, da smo vam s tem pomagali. Ja, drugače pa do konca bo zvedel sigurno vse odgovore, gospod, 100%. Torej, govorili sva o čiščenju telesa in hujšanju, v tej povezavi. Se opravičujem. No, nekako smo tudi pri tej temi še od gospoda naprej, recimo smo nekako ravno bile tudi pri teh vprašanjih, ker če mi ne prečistimo prebavnega trakta, potem v teh odpadnih snoveh se pač razvijajo glivice, bakterije, virusi. Nažalost imamo tudi velike probleme s paraziti. Se v bistvu lahko, da se malo manj govori o tem, ampak imamo kar velike probleme pri otrocih to. Vendar te odpadne snovi v našem prebavnem traktu nam omogočajo razrast bakterij, glivic, gnitje in enostavno mi nimamo absorpcije. Mi tudi iz hrane, ki jo uživamo, ne pridobimo tega, ker hrana vsebuje. Zdaj nekateri rečejo, ja, jaz pa jem samo biohrano, samo naravno, brez pesticidov in tako naprej. Ampak če te obloge v našem črevesju onemogočajo absorpcijo, potem tudi iz te najboljše hrane mi nismo dobili tistega, kar bi morali imeti. Dobro, bova midve nadaljevali takoj po kratkih oglasih, ko nas lahko tudi vi spremljate naprej, torej čez nekaj trenutkov.
pozdravljeni ponovno v najini družbi. Nocoj govoriva z gospo Herto o čiščenju organizma in malo prej sva govorili o tem, kakšen vpliv imajo te obloge, a ne? V bistvu smo ravno malo na pol zaključile. Sedaj se veliko govori o kandidi. To je zdaj tako, vsi jo nekako imamo, samo nažalost veliko ljudi ima v pretirani vrednosti. To tudi prav zaradi hrane, pa zaradi nepresnovljene hrane, ki zaostaja v črevesju in potem je to omogoča v bistvu razvoj. Potem imate pa tudi ginekološka vnetja, pa ne vem, večino ljudi ima tudi potem probleme z nohti na nogah, so debljeni nohti, željo po sladkem, srbečo kožo in te stvari. Dobro, bova sprejeli klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, dober večer, Branka in Poznane. Pozdravljeni, povejte. Ja, jaz bi pa rada pohvalila, jaz sem pa ta paket Purek že imela, v jesen sem ga uporabljala. In mi je blazno pomagal. Moram reči, da sem imela težave prej in sem se s tem zelo ščistila in zdaj imam pa vlaknine in mi je super. No, to je pa zelo najlepše. Pa tudi mož je imel tole za jetra 2 meseca in se je zrihtal, sva bila na tem vitaminskem testu. Kje ste bila, če sem vprašati? A v Šiški ste bila? V Šiški, ja. Super. Super, zakladi narave to, ali kaj? Kako? Zakladi narave trgovina? Ne, tle v lekarni. A v lekarni ste bile? A lekarna Dravlje? Ja, veseli, super. Lepo. So bila ene parkrat in res moram pohvaliti tole vašo oddajo, gledam, če se le da in ne veseli, gospa. Najlepša hvala za hvala lepa. Hvala. Hvala za vaš klic. Budite lepo še naprej, lahko noč. No, resnično, jaz mislim, da jaz rečem tako, nekaj rečejo, a mi bo to pomagalo, jaz rečem 99% je izjemno dobrih rezultatov s tem paketom. Pa Liver Protect je gospa tudi omenila. No, v bistvu bom rekla resnično, te glivice so vpliv na več področji, lahko vplivajo. Tudi bom rekla na nohte, pa na kožo. Veliko ljudi reče, da jih srbijo ušesa, kar pomeni. Ampak nažalost mi imamo izvor tega, imamo v prebavnem traktu. Glivice se tam razvijajo in se potem samo selijo na različne dele telesa. To je bistvo tega. Imamo spet klic, moramo počakati. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer, tukaj pa Zofka z Gorenjske. Sicer bi gospo Herto vprašala nekaj. Jaz sem bila namreč operirana za halux valgus na nogi, pa je prišlo do enega vnetja in sem ogromno antibiotiko pojedla. Pa me zanima, to vem, da škoduje telesu, kaj mi vi svetujete? Gospa, zdaj tako, ali vi imate normalno odvajanje zdaj, ali imate probleme? Ne, normalno. Normalno. Glejte, oblikovano blato vse? Ne preveč tako oblikovano, bolj redko bom rekla tako. Ja, no, tako v bistvu imate ene določene glivice, ki so prisotne v telesu, zato kljub temu, da imate, vam rekla, take bolj redko blato in tako naprej, vam svetujem paket. Zato, da boste to sčistila iz telesa, zato, ker v tem času, ko ste vi jemala antibiotike, je prišlo do tega, da so se razrasle glivice. In tudi potem ste imela slabšo prekrvavitev, pa tudi lahko, pa glivice so bile lahko tudi izvor tega, da se vam ni zacelilo. Tako da jaz vam izjemno svetujem paket. Purek. Ja, tako. Najlepša hvala. In potem, gospa, ko boste zaključila, pa v trenutku obnovo in regeneracijo črevesne flore. To pa s čim? To imate pa, bom rekla, razne prebiotike, probiotike. Zdaj ne vem, iz katerega predela ste? Prav v Gorenjska, ampak kjera? Iz Tržiča. Z Tržiča? No, si tam imamo tudi na določene pozicije, bom rekla, kjer lahko kupite ali preparat Regaflor, ali pa... Kako ste rekla preparat? Regaflor. Regaflor? Ali pa Renewal Flora. Kako? Lahko Reneval Flora. Reneval. Reneval.
Reneval. Flora. Flora. Ja, lahko pa tudi tukaj na to isto telefonsko številko pokličete, pa vam bojo tudi oni poslali po vzetju, ne? Po pošti lahko dobite, ne? Pokličete, naročite in dobite po pošti. Na katero številko pa to naročim? Tista, ki vam piše, ne, katera je? Nič 3. Bo kasneje objavljena, Bomo kasneje objavili, gospa. 070. Zdaj pa prvo paket, ne? Paket, v redu. Ja, tako. Hvala vam, gospa. Glejte nas še naprej, vse dobro, nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje, lahko noč. V glavnem bom rekla tako, no, mi imamo z glivicami kar velike probleme, ne, in jaz zmeri pravim, če imamo mi močan organizem, potem tudi, če imamo določene operacije ali karkoli imamo, jih bomo lažje preboleli, ali pa, ko sem prej rekla, moramo skrbeti, da ne pride do vnetij v našem telesu, ne, in to je bilo tudi eno tako, ki je zdaj gospa ga omenjala, ne. Prejle sva že nekaj omenili to bio-eko prehrano, ampak kljub temu, da je prehrana kvalitetna, nam to ne nujno omogoča. Da jo lahko bomo šle malo bolj na hitro, ker drugače ne bomo utehnjene te oddaje spraviti v 1 uro, bi mogli razdaljiti v 2 dela. Kljub temu, da pojemo dobro hrano, pač ne dobimo iz hrane tistega, kar hrana vsebuje. Zato je izjemno pomembno, da mi poskrbimo za pravilen prebavni trakt. Imamo pa v prebavnem traktu mi tudi 80% imunskega sistema. Floro, ki jo imamo mi v prebavnem traktu, je nimamo samo tam, imamo jo na vseh sluznicah. Tako da recimo tudi pri prehladih, pri vsem je ta flora izjemno pomembna, če spusti v naš organizem, recimo v nosu, v grlu, ali prepusti ta flora v naš organizem viruse, glivice, bakterije, ali jih zadrži. To je vse odvisno od tega. Mislim, da imamo še en klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, dober večer, jaz sem tukaj Marjana iz Ljubljane, kličem. Jaz sem strašanski, imam probleme z prtestom. In neč mi več ne noca, samo tablete. Samo tablete, pa že leta to, par let nazaj, imam take probleme. Zato, gospa, kaj ste vi skozi svoje življenje jemala veliko odvajal? Ne, zdaj nih par let. Zdaj par let že? Ja, tako. In zdaj gledam tole, pa sem lih kar užgala, dala na tole misli. Sej opis artikla boste še lahko gledala. Jaz vam bom pa odgovorila zdaj malo na hitro prvo tako in potem boste še pogledala si lahko opis tega paketa, gospa. Ja, hvala. Dobro, poslušajte nas. Hvala vam za vprašanje. Hvala lepa, lahko noč. Največkrat je v tem poanta, da mi, kadar smo zaprti, potem vzamemo ali en čaj, ki je odvajalo, ali pa nekaj nedoločene sirupe, ki so za odvajala. Vendar, vsako odvajalo, ki je mi vzamemo, uspava naše črevesje. Ker v bistvu sicer takrat nekaj gre iz nas, ampak aktivnost naše peristaltike je pa vedno nižja. In če želimo, da bomo enkrat prišli do tega, da bomo pač normalno odvajali, potem moramo imeti eno veliko vrednost vlaknin, ki jih v tem paketu tudi imate, zato da vam aktivira vaš prebavni trakt, da aktivira peristaltiko, da je ona delujoča, ker drugače imate nekako uspavano, sicer tiste tableta ali pa sirup ali ne vem kaj vas nekako čisti, ampak vse drugo pa ni. Tudi resice so zapacane, vi nimate tiste absorpcije, ni tiste osebnosti. Tako da, gospa, jaz sigurno ji priporočam paket, če pa na koncu, to imamo enih par procentov ljudi, glede na to, kar mi je gospa povedala, še vedno ne bo tistega pravega odvajanja. Čeprav jaz mislim, da bo sigurno lahko tudi že z enim samim paketom, potem tiste 4% ljudi, mogoče jaz rečem, se odloča, da si nabavi samo vlaknine in se z njimi vzdržuje. Dobro. Bomo še potem predstavili izdelke, da bo tudi gospa slišala. Ja, res je. Torej, če prav razumem, pravilno delujoč prebavni trakt vpliva praktično na vse. Prebavni trakt vam vpliva na ohranjanje B-vitaminov, vam vpliva, bom rekla, na hormonsko ravnovesje,
Zato smo takrat tista oddaja, ki je bila nekaj tukaj z gospo Vero, ona je jasno povedala, da tudi pri ščitnici, če mi nimamo pravilnega prebavnega trakta, če nepravilno deluje, potem imamo lahko veliko hormonsko neravnovesje. In ni to tako, kot včasih se reče, ne vem, ali grem 3-krat na dan, ali grem 3-krat na teden, vse je v mejah normale. Potem se dogaja tisto gnitje. Če grem 3-krat na dan, pa tudi nekaj ni v redu, ker pomeni, da tudi iz hrane ne absorbiramo vsega tistega, kar bi morali. Tako da prebavni trakt je tisti, kateri vpliva na naše psihično razpoloženje, na našo energijo, na našo hormonsko ravnovesje. Pri meni je bil tako en taki primer, zdaj prav v kratkem času, ki sem ga imela v Sežani, in izjemno mlada punca, in je v bistvu ona imala vseeno, kljub temu je bila stara 23 let, že enih 7 let je imala kontracepcijska tableta. In prišlo je do avtoimunskega revmatskega obolenja. In ko so ji dajali ta zdravila, ona je hodila enkrat na teden na WC, ko so ji dali ta zdravila, je vseeno tako, so ji odvzeli kontracepcijske tablete, kar pomeni kaj, sumili so, da je vpliv tam, če ne tega ne bi naredili. Potem smo s tem paketom nekaj začeli urejati. Dobro, moram vas prekiniti. Imamo še en klic, dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Ja, kaj ste me vezali? Ja, izvolite. Ste v etru, vas poslušamo. Ja. Povejte, kakšne težave imate? Ja, kličem tukaj iz Maribora, veste? Ja, povejte. Imam težave to z prebavo, pa nekje z črevesjo. Veste, letos pomladi sem moral blato poslati na svit. In je tam bilo ugotovljeno, da negativno. In sem bil v Rogaški Slatini na koloskopiji in je bilo vse v redu. Predtem sem še pa bil 2 leti, predtem sem bil tudi na koloskopiji pri istemu zdravniku in je bilo vse v redu. Zdaj pa me nekaj mučilo z odvajanjem in sem nekaj časa pil kamilčni čaj, veste, zjutraj na tešče. Ja. In me začelo tukaj na levi strani, v tem predelu dol, ko gre črevo, zelo bolet in dobil sem tako redko blato, skoraj bi lahko rekel čokoladno, in da je kar tako v školjku, po domačem rečeno, kar tako špricalo, veste. In zdaj sem zopet nehal s tem čaju in se dosti boljši počutim. In sprašujem, kako bi bilo s tem vašem paketu. Ja, v redu, gospod, bomo povedali. Bomo odgovorili, glejte nas. Ja. Hvala lepa za vaše vprašanje in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. V bistvu bom rekla, je to čisto en drugi pripravek. To je narejen paket za 30-dnevno očiščenje organizma proti hlivicam, proti bakterijam, proti virusom, za aktiviranje peristaltike, da potem tudi, ko na koncu končate s paketom, je peristaltika aktivna in da imate tisti pravi vnos tudi tekočine in vsega tega. Tako da ne moramo primerjati z enim čajem. Kar pa je zanimivo pri tem paketu, ker je gospod že omenil, kakšno blato ima, tako ne, kadar jemljajo ta paket, v bistvu z enim papirčkom se lahko obrišete in danka je čista, kar naj bi mi tudi v normalnih razmerah tako bi moglo biti, ampak se to nam nažalost ne dogaja. Tako da ja, gospod, pogledajte do konca oddajo, ko vam bomo opisali še paket, pa vsekakor vam toplo priporočam, tako bom rekla. Dobro. No, imam pa občutek, da ljudje popijemo, bom rekla, premalo tekočine. Tudi to je verjetno eden izmed razlogov. Jaz velikokrat rečem, vsakokrat vam nekaj, pravzaprav tako, vsako stranko vprašam, koliko pijete. Naš organizem se ne more čistiti, če nima dovolj tekočine. Spiti bi morali 3 decilitre na 10 kg telesne teže. Se reče, ženska, ki ima 60 kg, ima 1,8 deci tekočine. Moški, če jih ima 90, ima 2 litra in 7 deci tekočine. Če se mi ne dovolj gibamo,
pijemo, bomo to izjemno težko sčistili organizem. Gibanje je pomembno. Meni recimo vseeno ne more, ni logično, da mi reče, ja si veste, če jaz grem hoditi 20 minut, pa grem vsak dan normalno na blato, ne? Ja, ma potem bežite tistih 20 minut hoditi, ne? Če pomaga, zakaj ne bi, ja, tudi če greste manj spat, ne bi rekel človek, ne? Dobro, spet imamo klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Pozdravljeni. Dober večer. Tudi kličem iz Celja. Iz Celja, lepo pozdravljeni. Jaz grem pa skoraj vsaki dan na blato po 3-4-krat. Dobro. Ja, in to ni oblikovano in verjetno včasih morate na hitro. Ja, na hitro mora imeti. Na hitro mora imeti. A ima tukaj vidje, ko me noge tek pečejo pod plati. Aha, to je sploh znak odpadnih snovi, gospa. Ne? Ja. Tako da... In hodim zdravniku, enega do drugega me pošljajo. Imate kakšna zdravila, gospa? Ja, sladkorno imam, pa marovanta bita jem. Za rečenje krvi. Za rečenje krvi, ja. Ja. Bomo odgovorili, gospa, vsekakor bom rekla, bilo dobro narediti čiščenje prebavnega trakta. Kar se pa tiče vlaknin, vam bodo, vam rekla, tudi nekako pomagale še, če imate še delno aktivno trebušno slinovko, ker jo spodbujajo vlaknine, ne? Lahko pa vzamete, ker nimate vpliva na sladkor, vam rekla. Niti nimate tam noter snovi, ki bi vplivali na rečenje krvi, ne? Tako. Dobro. Tako. Hvala lepa za vaš klic. Glejte nas še naprej. Lahko noč. No, neka tekočina mora biti, gibanje mora biti, ne? Mi se moramo predihati, ne? No, ko sem že prej hotela nekaj omeniti, ne? Ker če ne dovolj dihamo, ne? Potem naše celice nimajo dovolj kisika. To smo že enkrat povedali, da praktično v 2 dnevih lahko celica postane bolj rakava, neka se napačno razdeli, če nima dovolj kisika prisotnega, ne. Pa nekateri rečejo, ja, ne vem, imam plesen v pljučih, ne, kar pomeni, da nikoli ne toliko zacirkulira zrak, da bi, vam rekla, se to prekrvavilo in da bi se to je v bistvu glivica potem, ne, če jo spet tako pogledate kot plesen, ne. Tako da s tem artiklom, ker jemljajo tiste kapsule 3-krat na dan, skoncentrirana zelišča, vam rekla, tudi vse glivice iz telesa, iz ušes, vam rekla, iz kože se iz telesa ščistijo, zato ker kapsule se jemlje 3-krat na dan, eno zjutraj, eno poldne, eno zvečer in takrat resnično, vam rekla, imate konstantno prisotnost zelišč v krvi in se morajo te glivice izločiti. Vlaknine, kot smo rekli, vzamejo zjutraj na tešče in potem se te vlaknine nabreknejo v črevesju in aktivirajo peristaltiko. Tako da tudi bom rekla tako, šli bodo normalno, enkrat na blato, oblikovano in čisto drugi protokol bo pravzaprav v njihovem telesu. Čaj se pa naredi tako, 2 litra vode, 1 vrečko, in ta čaj se spije v toku celega dneva. In imate konstantno prisotnost tekočine, zelišč in aktivacijo prebavnega trakta, kar pomeni res tisto optimalno, kar je treba narediti za čiščenje. S tem, da ne bodo utrujeni, da bo lahko normalno opravljali svoje delo, svoje vsakdanje zadolžitve, ker s kakšnimi radikalnimi dietami je pa to malo težko. Mi smo potem vseeno nekako pripravili za tiste, ki prav mislijo, da ki so tudi, bom rekla, brez ne vem kakšnih problemov, eno tako manjšo kombinacijo, to je ta Inside Detox pa ta čaj. Ta Inside Detox, ki smo ga tudi prej podelili, to imate skoncentrirano zelenjavo pa spirulino pa klorelo. Tako pomeni, da imate skoncentriran klorofil,
pa alge. Torej, samo deva ponoviti, da bodo gledalci si na jasnem. Ta izdelek, ki smo ga prejle podarili prvim trem, ki so poklicali, tako kot smo rekli. Upam, da nas sedaj gledajo in da poslušajo, zakaj namenjen. Da bojo vedeli, kaj bodo dobili. To imate skoncentrirane temnolistnate zelenjave, pa bom rekla algo pa spirulino. To so najmočnejše čistilno sredstvo, ki je mogoče dobiti. Noter imate izjemno močne B vitamine. Pa dajmo sprejeti še ta klic. Dober večer. Kdo nas je poklical? Dober večer. Pozdravljeni. Mene pa nekaj zanima. Jaz bi pa gospod vprašala, ker jaz imam tudi velike probleme, ker moj oče imel raka na črevesju in tudi jaz imam zdaj polipe na črevesju. In me zanima, ker imam pa zelo zavito črevesje pod rebri, tako da mi niso mogli tukaj narediti do konca. So me poslali še v Slovengradec, pa tudi tam mi niso prišli do konca, tako da so mi 3 polipe odštipnili, 2 mi še niso najdli in zdaj moram leto spet ponovno iti. In ker so me toliko prematali, da sem bila čisto mokra, so mi rekli, pa fejs napihna, da nisem mogla pa več vstati, so rekli, da mi bojo naredili zdaj pod narkozo. In me zdaj zanima, kaj mi gospa priporoča, zdaj imam ravno 20. ta mesec to preiskavo, me zanima, če mi priporoča. Ja, vam bom odgovorila. Če bi mi to priporočala, da dam to pod narkozo ali ne. Jaz sem že prej klicala, sem mislila, da bom dobila, pa nisem dobila, ne. Ja, kar gužva je, ja. Danes je gneča, ja, no, pa ste nas le dobili. Lepo prosim, ja, pa predavamo. Ja, takoj vam bomo odgovorili. Kar gledajte nas do konca, prav? Hvala vam, gospa. Lahko noč. No, mi smo imeli že veliko primerov tudi ljudi, ki so imeli, vam rekla, te razne polipe, ki so jih odščipljali pa tako naprej. Moram reči, da tudi zdravniki po tej kuri, ko jo ti ljudje naredijo in ko grejo recimo potem delati to kolonoskopijo, resnično opazijo, da je črevesje čisto in lažje naredijo te stvari. Zdaj, če gospa ima take probleme, potem jaz sigurno ji priporočam, da gre bom rekla, pod narkozo, ker je pač boleče to. Drugače pa gospej priporočam ta paket, tudi če ga samo začne, preden gre na ta pregled, zato ker bo že delno očistil to črevesje. Jaz moram reči, imam izjemno veliko ljudi, ki imajo divertikle. To so ene take posebni žepki v črevesju. Ti ljudje potem imajo v teh žepkih velikokrat vnetja. Te sadne vlaknine, ki so tukaj noter, to so sadne vlaknine in dobesedno rekla, izvlečejo iz teh žepkov ven te zastarele obloge, da ne pride več do vnetja. Jaz sem imela eno gospo, ki je mesečno, en teden jemala antibiotik zaradi tega, ker je imela konstantno nevarnost vnetje v teh divertiklih. Ko je jemala te vlaknine, je v bistvu se ona tega rešila in tudi antibiotiko več ne jemlje, ker je dobra. Tam ne smejo nič, vse, kar je nekla pešk, vse, kar je sadja, tudi tazga, ki ima razne majhne koščice noter in to. Nič tega ne smejo jemati zaradi tega. Tukaj so sadne vlaknine in so ravno dobrodošle v teh primerih. Tako da jaz gospeji sigurno priporočam, da naredi to čiščenje. Tudi, če bo samo delno naredila, preden gre v ta poseh. Zaključili smo pri Inside Detoxu. Bom rekla, to imate tako visoko vrednost B vitaminov. Zdaj mi govorimo pač o črevesju in tako naprej, ampak črevesje nam omogoča določeno kombinacijo B vitaminov ali ohranjanje B vitaminov. V tem Inside Detoxu imate izjemno močno vsebnost B vitaminov. Jaz sem en dan nekaj prebrala, ker me je nekaj povsem tam, ker že nekako sem v teh letih vse preštudirala in sem prebrala, da tisti, ki imajo probleme s spominom, imajo večinoma v krvi prisotnost ene aminokisline, to je bila ta izoleucin, ki se ne pretvarja in v bistvu ostaja kot en možganski toksin. In potem se nam zmanjšuje možnost spomina. In tisti, ki imajo ta občutek, potem je izjemno dobro, da si nabavijo to, da si naredijo to čiščenje, ker čiščenje
toksina iz našega organizma pa omogočajo 3 B vitamini. In to so ta B vitamin 12, B6 pa ta folna kislina. Zanimivo je to, da sem jaz že kdaj slišala, da če imamo mi skozi celo naše življenje dovolj folne kisline, ne bi poznali demence. Ampak nisem pa nikoli izvedela prav dejansko zakaj. Medtem ko tukaj je prav poudarjeno, ti 3, B12, B6 pa folna kislina so tisti, ki nam omogočajo čiščenje tega iz krvi in potem je naš spomin veliko boljši. Tukaj smo dodali čaj. To imate izjemno dober čaj, tudi po okusu, bom rekla. So pa tukaj ena naša zelišča plus azijska zelišča. Kot sem prej rekla, izjemno dobro čisti sploh, kar se tiče žolča, ledvica in tudi rahlo jetra. Ravno tako tudi ta čaj naredite 1,5 litra vode, 1 vrečko in ga pijete v toku celega dneva. Največ ljudi, kadar začne s tem čajem, reče na koncu, ma kaj jaz lahko to pijem tudi v nedogled, ker ponavadi je to zaradi tega, ker so oni dobili 2 muhi in en mah, rečem jaz to, ker v bistvu so se naučili piti, ker mi rabimo ravno 28 dni, da pridobimo navado pitja. In potem s pitjem je pa to dosti boljše, to čiščenje. Še en klic prejeli. Dober večer, pozdravljeni. Dober večer. Pozdravljeni. Večer. Povejte. Se slišimo, kličem iz Maribora? Ja, kar povejte, gospa. Slišimo vas, kar povejte, kakšne so težave. Jaz imam vnetje debelega črevesja in se zdravim z salofalkom že, mislim, da več kot 3 leta. Tudi je gospa prej omenjala ene žepke v debelem črvesu in to skratka, to je vse v teh vnetjih. In zdaj mene zanima, ali obstaja kakšna možnost, da se recimo z temle paketom, ki ga gospa predstavlja, to pozdravi, da bi jaz lahko zaključila s temi mojimi zdravili, ker me to zelo moti, ker mi je celo zdravnik rekel, da bi naj to bilo zdravljenje, ki bi naj trajalo celo življenje. Ja, tako, gospa, jaz vam skoraj lahko rečem, da ja, v tem primeru. Samo bom rekla, boste morala prvo paket kompleten, potem boste pa morala vi vlaknine še verjetno nekaj mesecev, da bi to spravila skozi. Gospa je se poslovila, ampak jaz upam, da nas je videla na televiziji, ker ta vnetja so prav zaradi teh stvari, ker v bistvu bom rekla, se ne izločajo stvari iz telesa in potem prihaja do vnetja. Vnetja smo mi omenili že čisto na začetku, da moramo skrbeti, da je v našem organizmu čim manj vnetij. Tako da, gospa, vsekakor, ker, kot sem rekla, ta gospa je imela tedensko, en teden na mesec je imela antibiotik zaradi vnetja. Tako da tukaj prav gotovo, jaz bom tako še enkrat vam rekla, vi naredite to čiščenje, probajte potem vzdrževati z vlakninami, itak vi obiskujte vašega zdravnika in on vam bo povedal, kdaj lahko zaključite z zdravili, ker jaz sem 100%, da se bo to zgodilo. Dobro. Res. Torej, povejva še o tem samem paketu, ki ga že nekako celo oddajo omenjamo. Tukaj noter imamo tako, imamo vlaknine, kot smo rekli, tam imate 30 vrečk. Vsaka vrečka zjutraj natešče v 2 deci ohlajenega čaja, tako da rečemo ohlajenega, ker če bo prevroč, se bo to razraslo že v kozarcu s kodelci in boste to težko pojedli, ker se volumen ne zmanjšuje. Čeprav vlaknine izjemno lepo dišijo, ker so to vlaknine pomaranče, jabolka, semena trpotca, inulin in jabolčni pektin. Inulin je že avtomatsko prebiotik, ki vam jača črevesno floro, sploh v debelem črvesu. To je edini od prebiotikov ali probiotikov, ki nekako prihajajo do debelega črvesa, ker se prej vsi, bom rekla, že nekako izkoristijo v želodcu ali pa v tankem črvesju. Potem imate tukaj te kapsule, to je v bistvu 90 kapsul skoncentriranih zelišč. Poprova meta, janež, česen, kurkuma, artičoka. To so v bistvu skoncentrirana zelišča, ki si jih jemlje 3x1,
prav zaradi tega, da so konstantno prisotna v našem prebavnem traktu, v krvi, ginekološko, na vseh sluznicah, da enostavno se morajo glivice izločiti iz telesa. In potem imate še 2 paketa čaja. Enega porabite v prvem mesecu, drugega v naslednjem mesecu, čeprav vam piše tukaj v 1 liter vode, ampak jaz iz mojih izkušenj rečem, da je 1 vrečka na 2 litra čisto dovolj, ker je taka koncentracija. Tako da raje prihranite en čaj še za naslednji mesec. In to pametno je, da jemljete redno, ker če ne jemljete redno, potem imajo glivice že kakšno možnost, da se nekako izognejo vsem tem problemom našem telesu. Se pravi, ta paket je za nekje... To imate za 1 mesec, rednega imanja. Ceno paketa lahko tudi povemo, 77,90 € je paket. Tako kot sem rekla, nima konkurence, res. Kar se tiče tega prebavnega trakta, glivic, tega nima konkurence. Tukaj je noter tudi kompletna knjižica, ki opisuje tudi, kakšne probleme imamo zaradi teh obloh v črevesju, kaj vse nam povzroča. In nažalost imamo v današnjem času vedno več problemov prav zaradi prebavnega trakta. In to je veliko. Tukaj imate ta druge preparate, ko smo rekli Inside Detox, ko sem rekla tudi za tiste, ki imajo malo mogoče probleme bolj z spominom, pa z žolčem, pa to. To imate ta Inside Detox 60 komadov kapsul, cena je 26,10 € in čaj, ravno tako za celomesečno jemanje, 1,5 litra vode, 1 vrečko, imate pa ceno 16,70 €. Pravi čas je zdaj tisti, ki vam rekla res nam bo pomagal tudi tako, da bomo lažje preživeli še ostanek zime, brez prehladov, brez gripe in brez teh raznih obolenj. Kajti šele začela se je, šele na začetku zime smo... Ponavadi gripe bodo zdaj začele tolč. Zdaj začne. Ja, torej za vse te izdelke, ki smo jih ravno kar predstavili, pa lahko seveda tudi pokličete na telefonsko številko, ki je izpisana na ekranu in naročite ter dobite seveda po pošti in plačilo po povzetju. Tako da to je to. Bi še kaj dodali, gospa Herta, pred koncem? Jaz rečem, vsako vzdrževanje zdravja se začne v prebavnem traktu. Tako da nimamo kaj drugega. Pametno je vzpostaviti pravilen prebavni trakt, ker tam imamo mi absorpcijo, hormone, energijo, tudi bom rekla vse, kar se tiče krvi in vseh teh stvari. Tako da, če želite imeti veliko zdravja, morate prvo pomisliti na prebavni trakt. To je sigurno držino, kot pribito. Tam se vse začne, ne? Točno tako. Torej, bova počasi zaključili. Hvala lepa, ker ste bili v moji družbi. Hvala gledalcem, ki jih je bilo danes kar precej. Upam, da smo vam odgovorili na vaše vprašanja, da smo vam vsaj malo pomagali. To se pravi, pokličite za te izdelke, če ste se našli kje notri, da vam bo to pomagalo, pa zagotovo vam bo. Pokličite na telefonsko številko, naročite si svoj paket zdravja, bi lahko rekli, dosti se gibajte, kljub temu, da je vreme bolj kislo, pite dovolj tekočine in mi se vidimo zopet prihodnjo nedeljo, ko bova z vami tudi z gospo Herto. Hvala lepa, ker ste bili nocoj moja gostja. Drug teden bomo govorili o drugih težavah in seveda tudi iskali druge rešitve. Za nocoj hvala lepa za vašo pozornost in lep večer še naprej želim. Lahko noč.